Zadnji dvoboj v 10. krogu je potekal v Kopru, kjer je na Bonifiki domači Koper pričakal ekipo Maribora. Gostje so v prejšnjem krogu zmagali stežka pri Krškemu z 1:2, medtem ko je Koper letos že znal presenetiti. Olimpijo je namreč premagal tudi na gostovanju. Prva akcija za domače v 19. minuti, žoga pred vrati. Pekjuson je streljal atraktivno, a tokrat nekoliko mimo vrat. Kombinacija Kanarčkov v 29. minuti, Belima je bil pri žogi na desni strani, prišel mimo branilca Maribora, na koncu pa na pravem mestu Handanović, ki je žogo uspel odbiti. Potem pa napaka v mariborski obrambi in Datković je skočil najviše in je bil najspretnejši, neodločnost vratarja Handanovića in mariborskih branilcev. Žoga je končala v mreži in Maribor se je znašel v rezultatskem zaostanku. Toni Datković, kapetan Kopra, je žogo zabil v mrežo. Napad za Maribor v 37. minuti, Salalih je podajal in gosti so želeli 11-metrovko, a v tem primeru 11-metrovke za Maribor ni bilo. Ob koncu prvega polčasa še napad za vijoličaste, tokrat pa vendarle izenačenje. Odličen predložek pred vrata, Zahović je bil najspretnejši in zadev za 1:1. Izjemna podaja Palčiča, tokrat je Zahović natančno meril z glavo in izenačil rezultat. To je bil tudi izid prvega polčasa, Koper Maribor 1:1, v drugem delu pa najprej kombinacija za vijoličaste. Pihler, ki je bil v dobri dnevni formi, je poskušal daleč, tokrat za nekaj centimetrov mimo koprskih vrat. Kmalu pa gol za Maribor po dobri uri igre, lepa asistenca Pihlerja, Tavares pa je meril iz prve in zatresel mrežo. Marcos Morales Tavares, kapetan Maribora, za prednost gostov 1:2. Iz prve izjemno natančno, malo mrežico, nemočen je bil domači vratar Vasja Simčič. Maribor je bil dober v tem drugem polčasu, še ena kombinacija najprej za Koprčane, Park je prišel do strela po protinapadu, močno, a nekoliko previsoko za Handanovića. Potem pa napad Salaliha, ki je bil na desni strani, preigraval si lepo, pripravil priložnost za strel in tudi zatresel mrežo. Najprej veselje Maribora, potem pa razveljavljen gol zaradi nedovoljenega položaja, kot je ocenil glavni sodnik. Takole je bil prehiter Dare Vršič in ofsajd so dosodili sodniki v Kopru. Do konca dvoboja še napad Kopra, izjemna priložnost za Muslimovića in res fantastična obramba Jasmina Handanovića, ki je tokrat rešil Mariborčane. In še tik pred koncem rednega dela Park je zgrešil prazna vrata, Handanović je šel iz vrat in gola tokrat ni bilo. V zaključku globoko sodniškem podaljšku še lepa priložnost za Novakovića, ki si je pripravil strel po lepem preigravanju, zgrešil. Tekma se je končala, Maribor je prišel do zmage po preobratu z 2:1. Pa definitivno dobro prvo polovreme in taj gol, ko smo primili pri kaj prvo. Definitivno dober prvi polčas, škoda za gol, ki smo ga prejeli. Imeli smo še dve izjemni priložnosti v drugem delu, ampak to je premalo, da premagaš Maribor. Ne morem nič zameriti svojim fantom, morda nam je zmanjkalo nekaj športne sreče. Po tekmah, ko smo zmagali proti Krškemu in Aluminiju in nismo ravno blesteli, pa smo zmagali, danes je bilo ravno obratno. V vsakem primeru pa čestitam tudi gostom za zmago, tudi mojim igralcem bi rad čestital. Ni bilo vse najboljše in dobro, še naprej moramo delati in se izboljšati. Danes nažalost ni bil dovolj dober prvi polčas za zmago, pred nami pa je še ogromno tekem in ogromno točk v našem prvenstvu. Ispravljamo ono što je bilo dobro, naravno da ponavljamo. Mi smo igrali odlično tekmo. To je nasprotnik, kateri je zelo čvrst, kateri je en od boljših v naši ligi, tako da moramo biti zadovoljni. Smo zmagali na težkem gostovanju, naredili niz 6 zmag, tako da tudi če kdaj od začetka kaže, da ne gre vse tako, kot bi si v nekem idealnem primeru nekdo zamislil, odigrali smo v celoti eno fantastično tekmo.